O veliki noči in z njo povezanimi živalmi smo se pogovarjali s priznanim etnologom. Pridružili smo se veterinarjem na terenskem cepljenju psov proti steklini. Predstavljamo telesno vadbo za vodnike in pse. Pozdravljeni! Pravo pomlad, vsaj kar se temperatur in vremena tiče, vsi že težko pričakujemo. Morda pa jo bo prinesel pomladni praznik, velika noč. In zakaj v oddaji o živalih in ljudeh govorimo o tem prazniku? Zato, ker je z njim simbolično povezana vrsta živali. Zajec, piščanec, jagnje in še mnoge druge. O tem, kakšen je njihov pomen in kako so te živali postale del praznika, smo se pogovarjali s priznanim raziskovalcem naše kulturne dediščine, gospodom Damjanom Ovcem. Glede, oslica, ki pomeni ponižnost in je Kristus na cvetno nedeljo na njej prijahal v Jeruzalem, gre v nekakšno konotacijo krščanstva, čeprav recimo sama žival pri Grkih pomeni nekaj plemenitega in dobrega. V drugih kulturah, tudi evropski, je pa osel zabita stvar, ne? In je negativen. Naprej gotovo jagnje. Jagnje predkrščansko je neko starodavno poosebljene, bi človek rekel, blagosti, miline, ne? Nežnosti, prijateljstva in tako naprej, nedolžnosti, ker je bele barve, s tem tudi pomladi, nekega novega cikla, če hočete, ne? In ponovnega rojstva. In zato je jagnje, ker so ga žrtvovali kot daritev na žival in tako naprej, kmalu začel predstavljati neko mistično prenovo. Spravno žrtev, če hočete. Potem kokoš in piščanci v krščanstvu seveda začnejo pomeniti Kristusa in njegovo čredo, vse skupaj je povezan z jajcem, ki je simbol pomladi, ustajenja, dolgega življenja, kozmosa, če hočete, ampak zdaj v našem velikonočnem primeru pa samega Kristusa. Potem petelin, ne? Ni samo poganska žival, ampak povezana s soncem in tako naprej, ampak je povezana tudi z ustajenjem. Celo pri predkrščanskih bogovih. Ampak to se potem vse prenaša. Iz predkrščanske, poganske dobe v krščansko dobo najdemo vedno neznansko veliko povezav do današnjega dne. Piščance, seveda spet simbolika sonca, ne? V jajcu je zaprt, potem mora to jajce prebiti, ne? To je napor, ne? Da iz jajca pride ven. In seveda tudi podobno kot petelin, recimo, sam na drug način, simbolizira vstajenje. In življenje, novo, in pomlad, vseh krat. Račke, recimo, ne? Račke nesejo jajca tako kot drugi ptiči, zato so vedno z veliko nočjo povezane, ampak mogoče še bolj, ker predstavlja tudi del vaške idile, nekega luštnega življenja, recimo, in tako naprej. In zaradi tega simbolizirajo neko vaško harmonijo, tudi bi rekel, zakonsko srečo, če hočete, in tako naprej. Ampak seveda ta simbolika je prastara. To, kar sem do zdaj rekel, je mogoče s krščanskimi vrlinami povezati, ne? Ampak recimo v Stari zavezi, pa tudi še prej, so race, podobno kot gosi, pomenile nesmrtnost. V 19. stoletju se začne razvijati razglednice in z razvojem razglednic in z razvojem pedagogike tudi. Otroke so nekoč imeli za napol odrasle ljudi in tako naprej, potem so pa ugotovili, da je treba z otroki le malo lepše delati in tako naprej. In so začele izhajati razne knjige, v katerih se recimo pojavljajo zajci, ovce, jagnjeti in tako naprej. No, ampak če ostanemo pri prvem, razglednice se profanizirajo. Hočejo biti enostavno dopadljive, simpatične, na koncu tudi humoristične, tako da dobite namesto jagenčkov, ki so lahko med nekimi kurami in zajci sprehajajo, ali pa celo jagenčki, ki šofirajo avto, ko se avto pojavi, ne. Govorimo o zlati dobi razglednic, ko so si ljudje za veliko noče obilno in na veliko pisali in so bile razglednice sjajno opravljene in opremljene. No, takrat imate potem tudi razne ovčke in koze, če je potrebno, in skratka vse tisto, kar ni res
v tem verskem smislu, ampak se da tako interpretirati. Gotovo je najbolj simptomatičen, posrečen in nenavaden zajec, kajti za veliko noč zajcev mrgoli naokrog, čeprav nimajo s ta pravo veliko nočjo nobene zveze. Res je, da je poganska boginja Ostera ali Oastra, ne bi imela germanska, angleška pravzaprav, se od tega tudi angleška beseda veliko noč Easter pride, zajčjo glavo in ne bi pač pomenila neko plodnostno boginjo pomladi. Ker zajec ima, veste, svojo simboliko, ki je prastara, je lunarna in predstavlja nek ženski princip v stvarstvu in predvsem eno pomladansko plodilno energijo. Ne. Treba je to povedati, ne. Mi smo te zajce tudi zelo zgodaj v Sloveniji dobili zaradi tega, ker smo bili pod močnim vplivom pač nemškega sveta, germanskega sveta. Zajca v tej obliki, ne, vzgojni zajec, ki prinaša jajca, ne, so poznali v Švici, v nemških deželah, v Avstriji, delno pa ne povsod. Ampak treba pa to povedati, veste, to je en omejen svet Evrope. Prej so to Italijani dobili, je trajalo. Povem vam, da Švedi še 30 let nazaj niso nobenih zajcev imeli za veliko noč, tudi Danci ne in Finci ne. Skratka, te stvari so se zdaj s to tako zvano komercializacijo seveda razširile povsod po svetu, ni pa to povsod. To so lokalizmi. Pomlad je tudi čas organiziranega cepljenja psov proti steklini. Mi smo se veterinarjem pridružili na terenu. Še prej pa poglejmo, kakšne so obveze lastnikov psov. Obveza lastnika psa je absolutno, da psa pripelje na cepljenje. Kaj pa spada? Mi sicer rečemo cepljenje oziroma vakcinacija, ampak tukaj zraven seveda spada tudi registracija psa. Sistem imamo tak, da so vsi psi morajo biti označeni z mikročipom. Ta mikročip se aplicira ob obisku pri veterinarju, samo veterinar lahko to naredi, ker gre za aplikacijo pod kožo, se pravi gre v bistvu za poseg v telo. In potem veterinar vpiše kužka tudi v centralni register psov. V Sloveniji imamo pravilnik in to je pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje, širjenje, zatiranje stekline. In na podlagi tega pravilnika je potrebno kužke v starosti nad 3 mesecev enkrat letno cepiti proti steklini. Zdaj, samo cepljenje proti steklini se izvaja že mnogo let. Moram reči pa, da kljub temu, da izvajamo tudi cepljenje lisic proti steklini, ne, to gre nekako vzporedno s tem, Slovenija še vedno ni prosta te bolezni, tako da steklina pri lisicah se še vedno pojavlja, sicer v zelo omejenem obsegu, sporadične primere sledimo, ampak še vedno je. Tako da zaenkrat ostajamo pri vakcinaciji psov vsako leto. S kom ste danes vi prišli na cepljenje? Z našim čuvajem hiše. Kako mu je ime? Beno. Ste zadovoljni, da lahko psa cepite tukaj? Sigurno je dol praktično, pa da vodiš na Ptuj. Vsekakor pa mora biti, to je preventivno. Boljše je, kot kam drugam to voziti, ne? To je zelo super, ne? Pa pripeljala pa sem Lino, psičko Lino. Zdaj cepljenje na terenu se malo razlikuje od cepljenja v ambulanti, malo smo izpostavljeni tudi zunanjim vplivom, se pravi danes v tem primeru tudi nepričakovan sneg. Načeloma je to cepljenje namenjeno predvsem psom, ki jih nekako lastniki ne morejo pripeljati v ambulanto, zato smo načeloma malo omejeni glede diagnostičnih, se pravi instrumentov. Lahko vseeno naredimo osnovni klinični pregled, vzamemo anamnezo, če je kužek zdrav, preverimo mikročip, s tem tudi preverimo, kak je vnešen v centralni register in vse, če ti podatki držijo. In potem pride tudi do samega izvajanja cepljenja. Zdaj načeloma z uporabo sterilnih, samo za enkratno uporabo igel in vsakič svežih, pomeni, da tudi kužeka bistveno manj zaboli. Zraven dobijo tudi
se pravi tablete za dehelmintizacijo in potem vse skupaj zaključimo. Vse skupaj poteka zelo hitro. Kakšne so vaše izkušnje tudi, kar se tiče množičnosti tovrstnih cepljenj oziroma obiska psov? Načeloma se trudimo res delati čim hitreje, s tem tudi zmanjšati stres živali, ker dalj časa žival čaka na cepljenje. Več psov, ko se nabere skupaj, pomeni tudi več laježa, več hude krvi, včasih tudi nerazumevanje lastnikov. Tako da če se le da, delamo hitro in pa čim bolj mirno. Hvala ga primite. Nič ne da, nič ne bo. Skozi leta opažamo, da samo število cepljenih psov na terenu upada, kar pa pomeni, da nam tudi narašča število psov cepljenih v ambulanti. Tega se zelo veselimo, ker je vseeno v ambulanti možen boljši pregled, ponavadi tudi asistenti zraven. Tako da načeloma rajši cepimo v ambulanti kot pa na terenu. Rekli ste, preverite tudi, ali so psi čipirani in tako naprej. Še naletite na primere, ko psi niso tako opremljeni in tretirani, kot je potrebno? Vseeno včasih naletimo na psa, ki po možnosti ali ga še nikoli niso dali cepiti, pa so se letos odločili. V tem primeru pač psa ustrezno označimo, se pravi apliciramo mikročip, damo mu potni list in ga potem tudi ustrezno cepimo. Občasno tudi preverjamo tudi samo opremljenost z mikročipi. Če kak mikročip ne deluje ali ga enostavno ni, ker je izpadel ven, potem tega nadomestimo. Stranke zaradi tega ne obremenimo, kar se tiče financ. To je pasma metuljček. Pravzaprav je malo bolj komplicirano. Pasma se imenuje kontinentalni pritlikavi španjel. Obsega pa dve variaciji. Metuljček je tale, ki ga imamo tukaj, ki ima taka pokončna uhlja. Ko ga pogledamo v glavo, zaradi te oblike uhljev spominja na metuljeva krila. Druga variacija se pa imenuje vešča. Je povsem enaka v telo in v značaj, uhlja sta pa povešena. In vešča je bila original, metuljček je nastal kasneje. Danes je pa metuljček veliko bolj znan kot vešča. To so manjši kužki, ljubke, elegantne telesne zgradbe, so malo daljši kot višji, niso težkih kosti, glava je taka v bistvu pravilna, no, gobec je malo krajši kot lobanja, lobanja je malo zaobljena, uhlja sta tako približno na stran pod kotom 45 stopinj, hrbet je raven, okoten je kar nekako normalno, prsni koš je dobro razvit, ni preozek, rep je višje nastavljen, nošen čez hrbet. Dlaka je srednje dolga, gladka, barv je različnih, na telesu je bela barva prevladuje, ima lise, črne, rdeče, soboljeve, na glavi pa je tipično, da je glava obarvana in je lisa na glavi večja ali manjša, približno čez sredino, tako tudi razmejuje glavo in spet spominja bolj na metulja, ko ga pogledamo v glavo. To so zelo prijazni, pravi psi na kavč, za v posteljo. Odlično se razumejo z otroci, so živahni, zelo radi gredo na sprehod. So pa, ker so majhni, relativno nezahtevni,
Ni potrebno neki dolgi sprehod, ni potrebno vsakodnevno ne vem kakšno rekreiranje z psom. Dovolj mu je že kratek sprehod, tudi če bi kaki dan kakega spustil, ni nekih težav. Najraje so pač v hiši, naročijo, bili so narejeni za crkljanje. Pasma je zelo stara. Znani primerki so tam že izpred kakih 700 let. Bili so dostikrat upodabljani na slikah, imelo jih je tudi plemstvo, kar v veliko primerih, zato je verjetno tudi toliko boljše dokumentirano. Pasma je nastala nekje na območju Belgije, Francije. V Sloveniji ni zelo pogosta, pravzaprav nikjer ni zelo pogosta. K nam je prišla nekje pred 20 leti. Je pa približno 100 registriranih metuljčkov bilo v Sloveniji. So zelo družabni, zelo dobro se razumejo med sabo, ni težav, če imaš večji trop. Srečali smo tudi vzreditelje, ki imajo po 20 psov, ki živijo skupaj v hiši, vsi se med sabo igrajo. Jih najdeš potem, kje hočeš, na kavču, na stolih, na tleh, tako da res lahkoto jih imeti tudi več. Pravzaprav bi rekel, vedno imeti bolje dva, da imata družbo, in pri taki družabni pasmi je to še mogoče bolj pomembno, da sta dva, da se igrata, da se zabavata. Seveda najlažje istega spola, da ni takih težav. Na splošno so zelo zdrava pasma, seveda lahko vsak pas, vsakršne pasme, pa tudi mešanček zboli za katerokoli boleznijo, tako da to ni sicer neka garancija, ampak pasmsko pa niso nagnjeni k kakim značilnim boleznim. Zdaj pri nas vsem psom, ki so v vzreji uporabljeni, se pregleda oči, pa pogačice na kolenih, drugače pa na splošno so zdravi in dolgoživi psi. Poprečno bi lahko rekli tam nekje 12 do 16 let. Ni pa redko tudi do 20. Midva sva si to pasmo že zelo dolgo ogledovala, že tudi skoraj kakih 20 let, takrat še večinoma na kakih razstavah v tujini. Kar dolgo sva jo spremljala, in pol na koncu je nekako dozorela odločitev, da si bomo omislili takega predstavnika te pasme. In nam ni bilo nikoli žal. Ne, res je, zdaj je takole. Odkar jih imamo, mislimo, da bojo kar ostali do konca z nami, ker so tako prijetni in jih se res priljubijo. Otroci so čisto navdušeni, pravijo, da so najboljši do zdaj. Imeli smo več različnih pasem, tako da kar lahko kompetentno rečemo, kakšni so kateri pa. In res so pravi družinski psi, nezahtevni, prijetni, čudoviti skratka. V bistvu je ideja nastala pred približno 5 leti, tako v zametkih, ko sem dobila Bucija iz zavetišča. On je bil v bistvu že od malega zelo živahen, zelo tudi pripravljen sodelovati, tekati, tako da smo začela trenirati različne pasje športe in potem se je v bistvu izkazalo, da pa jaz s kondicijo malo šepam. Ker pa se z Ines že dolgo poznama in ker tudi treniram nekako pod njenim budnim očesom že zelo dolgo, pač vedno, ko mi čas dovoljuje, smo že takrat v bistvu razmišljali o tem, kakšne aktivnosti bi lahko delali skupaj s psi. Gre v bistvu za neko nadgradnjo klasičnega sprehoda, ki ga poznamo dandanes. Pomeni, da dejansko greš v naravo, se podružiš z svojim psom, pa ob tem narediš še neke kvalitetne vadbe za sebe. V samem našem programu bomo uporabljali tudi določene pripomočke, kot so uteži, pomeni
tudi tisto, kar se v naravi najde, kakšni hlodi, klopce, tudi te rikse bomo obešali na drevesa. Dejansko lahko narediš celi spekter vadb, od zgornjega dela, spodnjega dela, vse, ne. Psi bojo pa dejansko med tem časom, ko bomo delali mi, torej vodniki, ne, bojo delali ali vaje za poslušnost v smislu, da bojo počakali na sedi tistih minuto, dve, dokler ne končaš vadbe. Ker vemo, da v bistvu v osnovi neka samo delovanje telesa človeka in psa je na nek način podobno, no. Pač smisel je v tem, da se krepijo določene mišične skupine, vendar pa je vseeno sama anatomija psa bistveno drugačna. Torej pes je na 4 nogah, zato ima tudi mišične skupine bolj porazdeljene ob sprednjih šapicah, ob hrbtenici, na vratu in po zadnjih tačkah. In zato je pomembno, da v bistvu pasji trener oziroma inštruktor prilagodi te vaje psu. Vaje na žogi oziroma na raznih rekvizitih za ravnotežje, ki jih pač tudi ljudje uporabljajo za ravnotežje in stabilizacijo, so tudi pri psu pomembni, ko se želimo osredotočiti na določene mišične skupine. To pomeni, če se mi recimo ukvarjamo z psom z agilitijem ali pa z pasjim frizbijem, kar vedno pač v bistvu postaja vedno bolj popularno med ljudmi, lahko z takimi preprostimi vajami, ki jih lahko izvajamo tudi doma, treniramo ravnotežje psa, koordinacijo psa, poslušnost in voljo do tega, da sodeluje z vodnikom, ob tem pa v bistvu intenzivno tudi spodbujamo same mišične skupine, ko pes lovi ravnotežje, delujejo tako recimo na žogi, delujejo tako mišice sprednjih udov kot tudi zadnjih udov in hrbta. Vaje na žogi, to so že zelo zahtevne vaje, bi lahko rekli, tudi niso primerne za neizkušene vodnike, ki s psi šele začenjajo vaditi. Zato je mogoče boljše začeti na kakšni deski, ki ima spodaj, ne vem, zvito brisačo ali kaj takega, kjer se pes ne more poškodovati. Če pa že izvajamo take vaje na žogi, pa je pomembno, da imamo nekoga, ki nam razloži, kako mu sploh žogo približati, kako ga sploh pripraviti do tega, da bo šel na žogo in v končni fazi, kako nadzirati samo gibanje psa na žogi, ker lahko pride tudi do poškodb, tega pa seveda ne želimo.